Hvala lepa, spoštovani gospod minister. Ostanite zdravi tudi vi in lepe pozdrave na Tržaško cesto, kjer domuje Ministrstvo za javno upravo. Od tam pa se zdaj selimo v središče Ljubljane na Kotnikovo ulico, od koder se nam bo v naslednjem nagovoru oglasila magistra Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Gospa Kirbiš Rojs, izvolite. Torej, lep pozdrav iz službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Najprej hvala za povabilo na ta dogodek. Jaz bi tudi vsem partnerjem in pa resornim ministrstvom najprej čestitala za uspešno izvedbo projekta oziroma programa večjih projektov e-prostor, ki je tudi sofinanciran iz operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, in sicer Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva nekaj manj kot 18 milijonov k več kot 22 milijonov vrednemu projektu. To nas izjemno veseli. Digitalizacija v bistvu postaja prioriteta, bom rekla, vseh resorjev, tudi v programskih dokumentih za naslednjih 10 let. Verjetno ste že seznanjeni, da trenutno na naši službi pripravljamo tako načrt za okrevanje in odpornost, ki ga bo treba izvajati v obdobju od leta 2021 do 2026, prav tako pa tudi vse programe, se pravi za področje kohezijske politike za obdobje 2021-2027, tako da bomo dali področju digitalizacije veliko prednost oziroma same evropske uredbe nas tudi zavezujejo, vsaj v okviru načrta za okrevanje in odpornost, da moramo temu področju nameniti 20% sredstev. Mi ravno v sodelovanju najbolj z Ministrstvom za javno upravo pravzaprav pripravljamo dokumente, se pravi vsebine, projekte za celotno področje digitalizacije, za celotno javno upravo. Poleg tega pa bomo dali poseben poudarek tudi digitalizaciji lokalnih skupnosti in pa seveda podjetjem. Zdaj prav se mi zdi, da mogoče izkoristim to priložnost in vas tudi seznanim na kratko z pripravo teh dokumentov, z samo časovnico in pa s prioritetami. Kar se tiče načrta za okrevanje in odpornost, je bil prvi osnutek dokumenta na seji Vlade Republike Slovenije potrjen 8. oktobra. Takoj zatem, se pravi po nekaj manjših popravkih, je bil 19. oktobra posredovan v usklajevanje vsebinsko in pa administrativno na Evropsko komisijo. Mi smo tudi cel november izkoristili za to, da smo dokument oziroma vsebine usklajevali z deležniki. V bistvu smo imeli sestanke v takšni obliki spletni z vsemi razvojnimi regijami, 12 jih je, potem z podjetji, več kot 1200 podjetij smo imeli na enem spletnem webinarju, z nevladnimi organizacijami, usklajujemo se tudi s socialnimi partnerji in tako je nekako naš predviden terminski načrt naslednji, da do konca leta drugi osnutek dokumenta obravnavamo ponovno na vladi, da ministri pogledajo in pa uskladijo medsebojno vsebine. Potem pa bomo počakali na sprejem evropskih uredb in načrt tudi uradno posredovali v potrditev Evropski komisiji. Nekako smo si v okviru načrta za okrevanje in odpornost določili 10 prioritetnih vsebinskih področij. Razdelili smo jih na reformni del in pa na naložbeni del. Zdaj v okviru reform želimo urediti področje trga dela, dolgotrajne oskrbe, zdravstva, finančnega in fiskalnega sistema in pa debirokratizirati naše administrativne postopke, medtem ko na področju naložb oziroma investicij pa si želimo evropska sredstva v okviru tega načrta usmerjati predvsem v trajnostni in zeleni prihod, potem v digitalno Slovenijo, kot sem že omenila, na znanju temelječo družbo, to je področje izobraževanja, v gospodarstvu, to je področje podjetništva in pa oblikovali smo tudi poseben steber za področje turizma in kulture. To predvsem zato, ker nam spet evropske uredbe omogočajo vlaganja v to področje, po drugi strani pa je bil tudi vsaj sektor turizma in pa tudi kulture izjemno prizadet v tej covid krizi. Potem, kar se tiče naslednje finančne perspektive, se pravi obdobja 2021-2027,
Tam nam nekako prioritetna področja določa sama Evropska komisija. Teh prioritetnih področij je v bistvu 5. Prvo je tako imenovana pametna Evropa, tu gre za področje gospodarstva, potem drugi cilj je namenjen podpori okolju energetike, tretji cilj prometu, četrti v bistvu podpira ukrepe Evropskega socialnega sklada, se pravi izobraževanje, zaposlovanje, peti cilj pa je potem namenjen teritorialnim pristopom, se pravi našim regijam in pa lokalnim skupnostim. Tu bomo podpirali celostne teritorialne naložbe, v preteklosti so bile te omejene na mestne občine, se pravi na 11 mestnih občin. Zdaj je naš cilj, da te zadeve razširimo še na ostala mesta, skladno z Zakonom o lokalni samoupravi. Potem imamo tukaj pristop CLLD oziroma LAS. Verjetno veste, da na lokalnih območjih deluje več kot 30 LAS-ov po celotni Sloveniji. In pa potem so še dogovori za razvoj regij, ki pa je instrument za podporo občinam v okviru našega zakona o skladnem regionalnem razvoju. Tako da mi se intenzivno pripravljamo, naš načrt je res nekako do konca leta in pa v januarju te dokumente vsebinsko uskladiti medresorsko in pa z deležniki. Vseh sredstev, ki jih imamo v okviru tega na voljo, je več kot 10 milijard. To je 2 do 3-krat več, kot je bilo teh sredstev evropskih na razpolago v preteklih letih. Zaradi tega je tudi na nas, se pravi na državni administraciji in pa na tistih, ki pripravljajo projekte, izjemen izziv, da bomo ta sredstva seveda v prvi vrsti počrpali za tiste prave vsebine, ki nam bodo dejansko omogočile okrevanje in pa izstop iz krize, in pa da bomo dejansko tudi sredstva v celoti počrpali. Če mogoče povem še podatek o absorpcijski sposobnosti Slovenije v preteklih letih, ta je bila tam od 300 do 400 milijonov evrov na leto. Sedaj pa nas čaka izziv, da bomo v obdobju naslednjih let črpali več kot milijardo evrov letno. In še enkrat, projekti, kot je e-prostor, ki ima za moje mnenje res visoko dodano vrednost tako za gospodarstvo kot za državljane, bodo seveda imeli veliko prednost tudi v naslednjih letih. Tako da še enkrat hvala za do sedaj opravljeno delo in pa veliko uspeha tudi v prihodnje. Hvala lepa.